Lepo pozdravljeni. Mi, ki predstavljamo gospodarske subjekte, se pravi delodajalske asociacije, si seveda ne domišljamo, da edini v tej državi vemo, kaj bi bilo potrebno storiti. Se pravi, strinjamo se lahko celo z nekaterimi strokovnimi mnenji, najbolj znano je bilo od dr. Tajnikarja, da nas vlada ne sme poslušati. Se ni treba, da nas posluša. Mi samo od vlade pričakujemo, da bo ukrepala tako, da nam ne bo potrebno kar naprej ugotavljati, da gredo stvari v Sloveniji od slabega na še slabše. Samo nekaj podatkov. Mi smo v obdobju zadnjih 5 let vsak delovni dan izgubili približno 75 delovnih mest. Gospodarstvo od tega še nekaj več, zato ker je istočasno v javnem sektorju bilo vsak dan 7 novih delovnih mest ustvarjeno v povprečju. Oziroma, vsak delovni dan je skoraj 10 brezposelnih z visoko izobrazbo dodatno prijavljenih v zavodih za zaposlovanje. In če gledamo, kaj je v tej državi tisto, kar je najbolj, recimo, nas motilo, imamo napačno ekonomsko politiko. Pravijo, da smo se ujeli v past varčevanja, mi ocenjujemo ne, mi smo se ujeli v past zadolževanja, saj vemo, da se je naš skupni dolg od leta 2008 do danes povečal iz 15 na preko 40 milijard evrov in da se moramo vsak mesec še dodatno zadolževati. Istočasno se ves čas ukvarjamo z novimi višjimi davki in prispevki in imamo tudi tukaj napačno doktrino, da bomo z višjimi davki stabilizirali poslovanje v Sloveniji in s tem dali tudi pravi signal Bruslu in ostalim inštitucijam. Mi pravimo ne, z višjimi davki in prispevki dokazano vsak dan vplivamo na to, da se zmanjšujejo podjetniške aktivnosti in se da se s tem povečuje tudi število brezposelnih. Besede in dejanja. Gospodarstvo je zelo obremenjeno, priznavajo vsi ministri, istočasno pa nas pravzaprav ne samo Ministrstvo za finance, tudi ostala ministrstva vsak dan skoraj osrečujejo v narekovaju in podčrtano za novimi obremenitvami, bodisi da gre neposredno za nove davke, vendar pa tudi prispevki, takse, trošarine so tiste, ki vplivajo na naše poslovanje. Zdravstvo. V zdravstvu pravijo, če nam boste dali dovolj denarja, potem krize v zdravstvu ne bo. Mi pravimo, ni ga toliko denarja v nobeni državi, da ga zdravstvo ne bi moglo porabiti vsega in še bi ga zmanjkalo, tako zdravstvena stroka in tehnologija napreduje. Vendar pa potrebujemo zdravstvene reforme, od javnih naročil do sistema kolektivnih pogodb, organizacije, nenazadnje tudi košarice storitev. Vse to je potrebno najprej pogledati, reformirati, da bomo mi uspeli zdravstvo racionalizirati in potem se lahko pogovarjamo tudi o dodatnih obremenitvah. Pravimo, gremo v privatizacijo, vendar takoj, ko se omeni neka privatizacija, že znotraj koalicijske strukture nastanejo veliki problemi. Pravijo, upravili bomo s politično korupcijo in klientelizmom, pa je Gašper Mišič samo vrh te ledene gore, pod njim pa se skriva politično kadrovanje, vse nadzorne svete in vse organe, v katerih seveda je država ne samo popolna lastnica, vendar tudi delno lastnica. Pravijo spet v tej naši ekonomski politiki, da bomo naredili stop birokraciji, istočasno pa vemo, da se umeščanje v prostor pa potem seveda tudi Natura 2000 še vedno pojavljajo kot ključni elementi, zakaj v Sloveniji infrastrukturni projekti, pa tudi številni drugi projekti ne tečejo. In tako naprej. Ni namen, da bi danes ponovili svoje argumente, zakaj mislimo, da ekonomska politika v Sloveniji ni prava, da ni tista, ki bi dala rezultate, ki bi dala upanje, da bomo od slabega začeli na bolje iti. Temveč je naš namen, da opozorimo naslednje. Minuje že več kot en mesec, ko od vlade še nismo dobili signala na naš kisik za gospodarstvo, kot smo poimenovali svoj dokument, niti nismo dobili še termina, kdaj se bodo z nami srečali in zato seveda to priložnost izkoriščamo ponovno zato, da pozivamo vlado, da ukrepa, da resno premisli naše predloge
da ji dajemo polno legitimno pravico, da delajo povsem drugače, tudi tako, če mislijo, da bo to res pripeljalo do tega, da nadaljujemo za preveliko javno porabo, da nadaljujemo za vsaj dan večjim javnim dolgom, če mislijo, da bodo ti ukrepi pripeljali do novih zaposlitev in seveda do nove gospodarske rasti. In naj zaključim, mi potrebujemo razvojno politiko, ki bo počela seveda tudi gospodarsko politiko, ki ne bo temeljila samo na tem, da bomo uravnotežili javne finance, se pravi to, kar v tem trenutku počnejo, da skušajo javne finance zapreti, ampak tako, da bomo sanirali gospodarstvo, banke in celotni javni sektor v smeri večje konkurenčnosti in s tem seveda tudi v smeri pogojev za poslovanje, ki bodo omogočili nove investicije, ambiciozen pristop podjetij in seveda ne nazadnje tudi zelo jasen signal tujim vlagateljem, ki v Sloveniji zelo močno potrebujemo, da je Slovenija poslovno okolje, v katerem se splača delovati, ne pa poslovno okolje, v katerem se kar naprej samo kregamo in se o eni stvari ne moremo dogovoriti. Predsednik gospodarske zbornice je izpostavil pač tiste stične točke, kar je nas tudi združilo, da smo naredili nekako skupni ta imenovalec, kaj želimo in kaj moramo narediti v gospodarstvo, tako da bomo lahko zopet dali temu gospodarstvu kisik, kar je tudi pač nekako ta dokument. Kisik se daje tistemu, kateri je tik pred, da bo izumrl ali umrl. Tako smo zdaj to naše gospodarstvo resnično potrebuje kisik, predvsem pa bi rad izpostavil tu, predvsem to, da pred nami je ta nepremičninski davek, predvsem v mikro, malih podjetjih, MSP-jih, če se bo ta davek dejansko odejanil, potem bo marsikatero mikro, malo podjetje, vam garantiram iz tega mesta, da bo tudi propadlo oziroma bo je nehalo delovati. In seveda tudi dvig prispevkov, zdravstvenih prispevkov, samo za SP-je, mislim, da to je nekaj, kar ne bomo in ne moremo dovoliti. Naši člani dejansko živijo že na robu preživetja in če jim dodatno obremenimo tako z zdravstvenimi prispevki in tako z nepremičninskimi davkami, vse ostalimi davki, katerih govoril predsednik Milič, potem verjemite mi, da to ni tisto, kar potrebuje gospodarstvo, ampak to se podaljšuje samo nekaj časa ta agonija, katera v naši državi sedaj prisotna. Ne razumem, tudi to moram podariti, sindikate, da nasprotujejo tem našim predlogom. Zakaj? To so predlogi za oživitev gospodarstva, predvsem, da bomo lahko zaposlovali, da bojo ljudje zaslužili, da bojo lahko trošili in da bomo lahko dali tej državi spet tisto, kar smo nekoč imeli. K temu skupnemu dokumentu, za katerim seveda trgovci v Sloveniji absolutno stojimo, bi dodala samo nekaj specifik, ki se tičejo trgovinske branže v Sloveniji. Trgovina je, prihodki v trgovini so od leta 2008 pa do danes padli za 14%. Kar je interesantno pri tem je, da smo nekako do januarja leta 2011 je slovenska trgovina približno bila podobna v trendu z evropsko trgovino, torej z vsemi državami Evropske unije, pa tudi z evroobmočjem. V januarju leta 2011 pa se je odlepila od tega skupnega trenda in strmoglavo padla v zmanjševanje prihodkov. Ti prihodki so v letu 2013 tudi medmesečno se zmanjševali, tam nekje okrog 2%, pri čemer ne pa posebej izpostavim julij v primerjavi z junijem, ko pa je bil padec trgovine praktično 4%. S tem želim poudariti nepravilen ukrep slovenske politike na področju obdavčevanja, oziroma to je definitivna posledica davka na dodano vrednost, povečanega v juliju letošnjega leta. In na tak način seveda se pogoji delovanja v Sloveniji samo oddaljujejo nekako od povprečnih evropskih pogojev, ki jih imajo trgovci. Druga zadeva, na katero želim opozoriti, je indeks trgovine na debelo, ki ga pogosto sploh ne izpostavljamo.
Trgovina na debelo je v tem obdobju praktično zmanjšala svoj obseg za več kot 20%. Torej za 20% se je zmanjšalo poslovanje. Seveda to vpliva ne samo na prihodke, to vpliva tudi na dodano vrednost, to vpliva tudi na število zaposlenih in na vse ostale zelo pomembne makroekonomske kategorije. Še bolj drastičen je podatek o kupni moči v Sloveniji, gibanju le-te in pa o primerjavi z Evropsko unijo. Slovenija je še v letu 2008 zaostajala za povprečjem kupne moči komaj 9 indeksnih točk, kar bi glede na ostale primerljive pokazovalce rekli, da smo kar nekako primerljivi z povprečnim gibanjem v Evropi, vendar kaj opažamo v letu 2011, zaostajamo že za 16 indeksnih točk in samo v enem letu, torej iz 2011 na 2012, smo našo kupno moč za vsemi ukrepi, ki smo jih vodili v tem obdobju, zmanjšali še za 2 indeksnih točki. In na tem mestu želim opozoriti, da je potrebno, poleg vseh ukrepov, ki sta jih že moja dva sogovornika poudarila, maksimalno energijo, tako slovenske vlade, kot tudi nas, kot predstavnikov gospodarstva, usmeriti v povečanje zaupanja državljanov, ne samo kot potrošnikov, pač pa tudi kot državljanov te države. To je ta zaupanje, je izključen moment, ki bo tudi prispeval k okrevanju slovenskega gospodarstva, seveda je pa predpogoj tega verodostojnost, ki jo pa izkazujemo mi vsi. Zato bi na tem mestu še enkrat poudarila, da smo trgovci v Sloveniji absolutno proti kakršnemu koli nadaljnemu povečevanju davka na dodano vrednost oziroma nepremičninskega davka ali kakršnega koli drugega obdavčevanja, in da poleg vseh naštetih ukrepov, ki so v tem dokumentu, poudarjamo tudi, da Sloveniji primanjkuje ukrepov za pospeševanje potrošnje. Iz predstavljenih podatkov je razvidno, kako dramatično težka je gospodarska situacija v Sloveniji. Imamo paradoksalno situacijo, da imamo vlado, ki skoraj 6 mesecev vlada, pa pri najboljši volji ne znamo zaznati, kaj je tisto, kar pripravlja, da bi prišli iz te situacije. Imamo paradoksalno situacijo, ko smo in gospodarstveniki in sindikati zaznali, da je treba nekaj narediti. In smo tako eni kot drugi ponudili roko vladi v smislu predloga oziroma priprave nekih dokumentov, kako mi vidimo, kaj bi bilo treba narediti. To so naši predlogi, tudi so naše zahteve, so pa naša pričakovanja, da bi se stvari spremenili. Četudi se mi zdi, da ta vlada ima v izhodišču daleč najboljše pogoje za spreminjanje razmer. Zakaj? Zato, ker jo kontrolira Evropska komisija, ne more praktično nič takega narediti, kar bi bilo čisto po njeno in narobe. Ima pripravljeno gospodarstvo, ki je pripravljeno za sodelovanje, ima zelo strpne sindikate, ima zelo šibko opozicijo in zelo izpeta vstajniška gibanja, ki roko na srce tako ali tako niso bila idejno preveč naravnana. Pa kljub vsemu temu je edino, kar je v tem času bilo narejeno, to, da so se dvignili nekateri davki, da se napoveduje dvig množice novih davkov. Od tega, kako narediti temeljite reforme, kako narediti državo v prvi vrsti pravno, racionalno, ekonomsko učinkovito, potem ni ne sluha. Brez tega seveda ni mogoče pričakovati tega, kar se nam iz leta v leto dogaja, in sicer, da v povprečju vsako leto od pričetka gospodarske krize v Sloveniji izgubimo v povprečju 20 000 delovnih mest, kar avtomatično pomeni,
da ni mogoče pričakovati, da bi svoje otroke, ki jih v raznih oblikah izobraževanja izobražujemo, jutri imeli sploh je zaposliti. Ker je takšna situacija, seveda bi pričakovali, da bo vlada mnogo hitreje odreagirala, kako je, oziroma se še sploh ni, na dokument, ki smo ga pripravili, in pričakujemo, da bo skupaj z nami se usedla in začela pogovarjati, ali pa ne nazadnje, se ni potrebno, da se usede z nami, naj pripravi svoj dokument, in bolj logično bi bilo, da bi mi danes razpravljali o dokumentu, ki ga je pripravila vlada, kakor da se pogovarjamo o tem, da vlada praktično še ničesa ni pripravila, hkrati pa je ostala gluha na naše pripombe. Ko gledate te naš predloge, ki si gospodarstvu, lahko ugotovite, da pravzaprav nismo predlagali nič posebno novega. Čudno, ne? Zakaj nismo? Zato, ker pravzaprav na vse predloge, ki so tukaj nekako sumirani, ni bilo prave reakcije. Edina reakcija je bila v vseh ukrepih, da so bili parcialni vladni ukrepi, da so bili usmerjeni predvsem v reševanje proračuna, tudi parcialno, in da so bili usmerjeni predvsem v bančni sektor, ki postaja luknja brez dna. Tako na račun gospodarstva, kako tudi na račun vseh nas davkoplačevalcev. Dotaknil se bom nekaterih stvari, ki me nekoliko bolj provocirajo zdravstvenega sistema, ker sem upleten po nekem spletu dogodkov tudi tam. Sporočilo, ki ga zadnje čase poslušamo, v zdravstvu je vse v redu, samo denarja manjka. Vzrok je, da zdravstveni sistem ni organiziran, kot bi moral biti, ni standardov, ni normativov, ki jih pripravljajo, mislim, da zadnjih 5 ali 7 vlad, pa že kar po vojni naprej, in ukvarjamo se s posledico. In to je narobe. Vzrok je treba odpraviti, tako se zdravi bolezen. Naslednja stvar je pravosodja, ki se ga nismo dotaknili. Razumni roki sojenja so del pravne varnosti. Nihče ne zahteva, da morajo sodniki na silo soditi, naj se pa organizirajo pravosodje tako, da bodo lahko speljali postopke na optimalni način. Poprečno razsodba v področju izvršbe, ki je eden najpreprostejših načinov, je bila, mislim, da pred 3 meseci 1 leto in 2 meseca. Malo gospodarstvo. Vedno je bil generator v krizi v 90-ih, je bil generator razvoja, kljub temu, da je jasno, da malo brez velikega ne more, veliko brez malega ne more, gre za enoten sistem. Ampak obremenjenost malega gospodarstva, ki je lahko generator novih delovnih mest, bo bistveno bolj, oziroma vsega gospodarstva bo še bistveno bolj udarila malo gospodarstvo, kar pomeni, da bo motivacija za zaposlovanje v malem gospodarstvu še toliko manjša. In verjetno bo zginilo kar nekaj malih obratov in seveda z njimi tudi delovnih mest. Vse to je povezano tudi s sivo ekonomijo. Vemo, da poznamo tisto ekonomijo, ki ima tablo, pa tisto, ki je nima. Obe sta zelo nevarni. Nevarni sta legalnim delodajalcem in tistim, ki so v delovnih razmerjih. Posledično seveda tudi proračun. Če se tega ne bomo lotili na konstruktivni način, to se pravi ne samo tistih, ki legalno delajo in ne izdajo računov, ampak tudi tistih, ki nimajo nobenega naslova in delajo in fušajo. Se pravi, lotiti se moramo vse sistemsko in temeljito. Delodajalci nikoli nismo rekli, da smo proti temu, da se davki plačujejo in prispevki. Vedno smo rekli, naj vsi enako plačujejo. Zadnjič je bilo omenjeno tudi, da je zadnjo breme, ki ga bomo doživeli v gospodarstvu, še davek na nepremičnine. Bojim se, da bo neustrezna obremenitev malih subjektov pripeljala dodatno k zmanjšanju števila subjektov in tudi delovnih mest. Hkrati pa v zdravstvenem sistemu, če se navežem na prejšnjo točko, že predlagamo drugačne obremenitve. Prav je, obremenitve v zdravstvu mora biti enake, solidarnost mora biti uvedena, pa vendar ne tako, da ubiješ tistega,
ki ustvarja nova delovna mesta in s tem tudi dvig BDP. In še nekaj o javnem sektorju. Predvsem imam v mislih državni. Koordinacija med sektorji, to se pravi ministrstvi, in tudi v ministrstvih samih je taka, da povzroča dodatno entropijo. Če se boste lotili resno analize glede zbiranja podatkov, obdelave podatkov, boste ugotovili, da poročate o isti zadevi 2 do 3 ministrstvom. Ta ministrstva je vsako najelo oziroma naročilo svoj informacijski sistem in vsakemu od teh ministrstv nekdo obdeluje te podatke. To so stvari, ki so preproste v gospodarstvu. Če boste vprašali malega podjetnika, se tako ne bo organiziral, ker nima denarja. Dokler to plačuje splošno davkoplačevalec, je pa tu, bom rekel, ovira lahko zelo velika za to odpraviti. In še na koncu reforme trga dela, to, kar je povzročilo relativen revolt na sindikalni strani. Z novim zakonom o delovnih razmerjih kažejo prvi podatki, zaposlitveni krč pri delodajalcih ni nič manjši. Večji bo zaposlitveni krč, manj bo novih delovnih mest, delovna mesta latentno obstajajo, vendar je strah pred zaposlovanjem ekstremno velik zaradi stroškov in še vedno predbirokratskih oziroma prednormiranih postopkov. Tako da mislim, da se bo treba teh stvari resno lotiti. Upam le, da bo država le ugotovila, da z reševanjem proračuna na račun tistega, ki ga polni in ubijanjem tega ne bo dosegla svojega efekta. Mislim, da lahko strnemo naš pogovor danes z ugotovitvijo, ki izhaja tudi iz kisika za gospodarstvo, da je to, kar gospodarstveniki že vrsto let pogrešamo, jasna ekonomska politika. Nimamo občutka ne smeri, ne vizije, zakaj se nekateri ukrepi delajo, zakaj se nekateri ukrepi ne delajo, zakaj reforme so in reforme niso. Posledica tega, da te strategije ni, pa to ni problem samo sedanje vlade, to je obdobje zadnjega desetletja zagotovo, če ne še dlje, je, da je Slovenija neprivlačna za tuje investitorje. Po lestvici World Investment Report smo na zadnjem od 27 mestih po privlačnosti za investicije in če smo neprivlačni za tujce, smo neprivlačni tudi za domače vlagatelje. Vse to lahko seštejemo in pogledamo, kakšne so nove investicije v Sloveniji, teh ni. Če teh ni, potem tudi ni razvoja in ni novih delovnih mest in če ni novih delovnih mest, je visoka brezposelnost in povečan pritisk na proračun, ki dobiva čedalje manj pravzaprav plačil. Zato je država oziroma vlada dolžna ustvariti pogoje, v katerih gospodarstvo lahko vlaga in se razvija. Gospodarstvo pa ne moreš prisiliti, da se razvija, ne moreš narediti to na silo. Ustvarjati preprosto treba dejansko pogoje in temu se večina vlad vztrajno v Sloveniji izogiba. Kateri so tisti osnovni pogoji, ki jih gospodarstvo potrebuje? Prvo je zagotovo stabilnost. Tako pravna varnost, ki je bila že omenjena, tako stabilnost davčnega sistema, tako stabilnost zakonov. V Sloveniji imamo blizu 2000 zakonov, mislim, da 1700 in okoli 9000 predpisov in uredb. To je eno morje neprehodno pravnega okvira, kar pomeni, da bi lahko celo rekli, da so pravniki ugrabili državo. In gospodarstveniki želijo razumljiv in učinkovit sistem dela in pravil iger, ki pa veljajo za vse, tako kot je bilo to danes poudarjeno. To je, če stabilnost en od pogojev, je drugi prožnost na trgu dela, zato da se zmanjša strah pred zaposlovanjem in se potem posledično dejansko poveča zaposlovanje. Potreben je konkurenčen davčni sistem in pa, kot rečeno, razumljivi učinkoviti predpisi, ki zmanjšujejo tudi birokracijo in pospešujejo pravzaprav delo znotraj javne uprave same. Teh stvari v Sloveniji nimamo in z dokumentom, ki si jih za gospodarstvo, predvsem pa recimo v Združenju Menedžer, smo to že opredelili kot sistemske napake, ki se nam vlečejo od osamosvojitve naprej in se jih ne dotikamo. Zato te napake napajajo neučinkovitost in pa ohranjajo nizko dodano vrednost. Na mednarodnih lestvicah vidimo, da najnižje rangiramo na področjih trg dela, korporativno upravljanje, prenizka učinkovitost tako menedžmenta kot javnega sektorja in da so to stvari, katerih se je potrebno v bistvu nujno in čim prej lotiti.
ker se tega ne lotimo, kar je ravno tako lahko tudi strategija, da ne naredimo nič in ostanemo pri statusu quo, potem pravzaprav lahko vidimo, kako smo si pot že stresirali. V zadnjih 2 letih je Slovenija v recesiji, vsako naslednje četrtletje ugotavljamo, da je bruto domači proizvod še malce več padel, kar neposredno se odraža tudi v višji brezposelnosti in manjšemu številu ljudi, ki so ki predstavljajo delovno aktivno prebivalstvo. Tisti, ki pravijo, da so sporočila in pa pričakovanja gospodarstva napad na socialno državo, pravzaprav ne razumejo, da je socialna država najbolj ogrožena brez vitalnega gospodarstva. Gospodarstvo s temi podatki, ki jih vidimo glede padajočega BDP-ja, očitno kleca in potrebuje zaščito, da bo lahko varovalo socialno državo v naslednjem koraku. V dokumentu Kisik za gospodarstvo smo ponudili roko vladi, ker je nalog in dela ogromno. Zato smo pripravljeni sodelovati pri iskanju rešitev in ni vse slabo, tudi obstajajo pristopi in preverjen način, kot se je recimo vlada lotila na področju insolventne zakonodaje ali razreševanju sistemske razdolžitve podjetij. Pri pripravi teh obeh zakonov so bili vključeni ključni deležniki pri iskanju rešitev in najbrž je to način, kako lahko gremo naprej in da pridemo do stabilne zakonodaje, da s tem omogočimo tudi sodstvu, da presoja hitreje, da se ne menjajo stvari prehitro in da spravimo zaupanje državljanov tako v pravno državo, v gospodarstvo, v politike, zopet na neko raven, ki omogoča eno učinkovito in dobro državo, kar si tudi zaslužimo.